Drage gledalke in cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Pokrajinski arhiv Maribor je minulo leto praznoval 80 let svojega obstoja in delovanja. Trenutno situacijo, v kateri se je znašel, ni nič kaj rožnata. Zato smo v studio povabili direktorja omenjene institucije, gospoda Ivana Frasa. Pridružila pa se je tudi gospa Špela Spanželj, direktorica direktorata za kulturno dediščino. Oba torej lepo pozdravljena. Začniva pri vas, gospod Fras. Morala sem prav paziti, da se mi ni zareklo pokrajinski muzej, ne? Kajti verjetno so ti lapsusi pokrajinski muzej, pokrajinski arhiv kar pogosti. Ja, zdaj glede na to, da pokrajinski arhiv Maribor domuje že v Mariboru kot sedež 80 let, še vedno prihaja do teh razlik, kajti tudi muzej je nastal iz podobne institucije ali pa začetki pokrajinskega muzeja so enaki kot pa začetki našega arhiva, tako da že od začetka nekako delujemo skupaj, ampak vseeno smo se potem v letu 1933 ločili. In kje zdaj domujete? Torej, sedež arhiva je na glavnem trgu 7, to se pravi skoraj v centru, čistem centru Maribora, tako da nas je tudi zelo lahko najti. Kakšno je poslanstvo pokrajinskega arhiva Maribor, gospod Fras? Ja, gledajte, poslanstvo je več, ne? Ampak vsa ta poslanstva so za nas zelo pomembna. Naše glavno poslanstvo pa je, da zbiramo arhivsko gradivo, ki nastaja na terenu in potem to arhivsko gradivo tudi posredujemo javnosti. O arhivu, ki ga hranite pri vas, morda nekoliko podrobneje kasneje. Tukaj se obračam na vas, gospa Spanželj. Kje vi vidite pomembnost pokrajinskega arhiva, tako za regijo, kot tudi na ravni države? Pokrajinski arhiv Maribor je naš drugi največji regionalni arhiv. Hrani zelo veliko gradiva. Tukaj govorimo o tekočih kilometrih. Direktor nam bo povedal potem natančno številko. Pomemben je seveda kot institucija, kot je bilo rečeno, ki pač hrani našo kulturno dediščino, kulturni spomenik, skladno pač s področno zakonodajo. Mogoče pa je priložnost danes, da opozorimo tudi na to, da so to institucije, ki so še kako vpete v življenje v lokalnem okolju, tako da je zelo umestno opozoriti tudi meščane in mogoče širšo okolico regijsko, kje arhiv je. Kajti te institucije ne hranijo samo stare listine, mislim, da je eno starejših danes prinesel tudi gospod direktor s seboj, da jo pokaže tudi gledalcem. Ampak tudi to, da hranijo gradivo, recimo sodišč, katastrskih knjig, se pravi mogoče listine, ki jih pa Mariborčani in okolišani potrebujejo tudi pri urejanju recimo vsakdanjih pravno-formalnih zadev. Skratka, ne gre za institucije preteklosti, to so institucije, ki so vpete v vsakdanje življenje in ki se srečujejo s še kako aktualnimi težavami, o katerih mislim, da bomo kasneje spregovorili. Morda na tej točki midve poveva še, kakšna je pravzaprav vpetost pokrajinskega arhiva Maribor v nacionalni program za kulturo. Ja, nacionalni program za kulturo, se pravi resolucijo nacionalnega programa za kulturo, ki je bila sprejeta za obdobje 2014-2017, v poglavju arhivske dejavnosti izpostavlja ravno eno izmed kroničnih težav arhivov, zdaj govorim pa o vseh arhivih, je sicer, da država mora omogočiti pogoje za kvalitetno delo, za primerno hrambo gradiva, ki ga te institucije hranijo, in seveda tudi za kakovostno in primerno delo strokovnih delavcev v teh arhivih. Kajti situacija, predvsem prostorska situacija slovenskih arhivov je daleč od urejene. Rešujemo jo korak po koraku. Lansko leto smo bili zelo veseli odprtja arhiva na Ptuju, ki je zelo velika pridobitev.
Nekoliko prej se je uredilo stanje v Celju, istočasno z Mariborom pa rešujemo tudi situacijo v Novi Gorici in tudi v Novem mestu. Skratka, gre za eno temeljnih vprašanj primernih prostorov, kjer seveda morajo vladati tudi primerni pogoji, vlažnost, temperatura in pa seveda potem tudi primerni pogoji, da lahko uporabnik, se pravi uporabniki arhivskega gradiva, dostopajo do tega gradiva in da so pač vse storitve, ki jih nudijo strokovni delavci v arhivu, na primerni ravni. Za vas samo še vprašanje, kako torej po finančni plati skrbite na Direktoratu za kulturno dediščino, skrbite torej za recimo dostojno delovanje Pokrajinskega arhiva? Ja, mi smo pač glavni financerji, kot veste, je to javna služba, ki jo zagotavlja država, se pravi in krijemo stroške in za zaposlenim prostora, se pravi gre pač za delovanje institucije kot takšne. Seveda pa pri tem vprašanju, ki smo se ga že dotaknili, gre pa za vprašanje investicij, poiskati nove prostore arhivu, tudi Pokrajinskemu arhivu Maribor, ki prevzema tudi velike količine gradiva, tudi za prihodnost, pa vemo, da že sedanji pogoji niso ustrezni. In to je največja investicija, največja naloga vseh nas, ki delamo na tem področju, da se v relativno kratkem času uredijo razmere. O razmerah in o neprimernih razmerah oziroma primernih razmerah v nadaljevanju nekaj več. Gospod Fras, gospa direktorica je že omenila pravzaprav, da gradivo merite v kilometrih pri vas. Nekaj gradiva je že tudi naštela, pa sva lahko midva še malce konkretnejša, kakšno gradivo torej hrani Pokrajinski arhiv, da malce bolj predstavimo njegovo delovanje javnosti. Torej, na začetku moramo povedati, da ne pokrivamo samo področje Maribora in pa okolice, ampak pokrivamo tudi celoten del Koroške, potem pa tudi celotno Pomurje. To se pravi, v teh dveh področjih imamo tudi enote, to se pravi, da smo nekako tudi bližje našim uporabnikom in pa tudi sami, da smo nekako bolj vpeti v to okolico, kjer pač imamo svojo pristojnost. Ko ste sami omenili, merimo v kilometrih, ker se je že nabralo toliko, da merimo v kilometrih in vsega skupaj v naših depojih skoraj 17 kilometrov gradiva. To se pravi, vso gradivo je večinoma glede na format shranjeno v arhivskih škatlah, zloženo na policah in potem dolžino teh polic merimo v metrih, kar na koncu znese v dolžino v kilometrih. Kaj je skritega, kaj se skriva v teh škatlah in seveda katera obdobja nekako zaobjamete oziroma zaobsežete? Ja, skrito, pri nas nič ni skritega. Sicer vsebina je nekako še skrita, neodkrita, ampak vseeno je arhiv, vsak arhiv v Sloveniji je odprt, na razpolago uporabnikom, najrazličnejšim strukturam prebivalstva. Zraven sem prinesel recimo eno listino, skratka, en dokument mi imenujemo listino, čeprav gre po posameznih področjih tudi za neke vrste listin, upravnih aktov, ampak listine, to je ena naša zbirka, ki smo nekako najbolj ponosni na njo in sega vse od leta 1246 dalje. Trenutno jih je nekaj čez 1100 na najrazličnejših, se pravi, najrazličnejših oblikah in pa različne vsebine. Nekaj jih je na pergamentu, nekaj je papirnatih in prav eno tako pergamentno, to se pravi na kožo, sem danes prinesel zraven. Gre za eno listino, ki mogoče vsebinsko ni toliko pomembna, pa tudi ni toliko stara, iz leta 1740, je pa bila izstavljena na današnji dan in zato smo jo izbrali, da nekako gre v ta kontekst. Poleg listin smo zelo ponosni tudi na, mislim, da imamo v Sloveniji največjo zbirko razglednic in pa fotografij, potem pa najrazličnejša področja, to se pravi, smo ponosni na vse, kar hranimo, ampak nekatere te vsebine so pa bolj dragocene od drugih in seveda je potrebno tudi potem zagotavljati ustrezne pogoje in prav tukaj si želimo v bodoče, da se to tudi nekako spremeni in pa izboljša. Ko sva že pri ponosu,
Ponosni pa ste lahko tudi na sodelavki, ki sta to gospa Zdenka Semlič-Rajh in gospa Lučka Mlinarič, ki sta skupaj z zgodovinarjem Žigo Omanom prejeli Glazerjevo listino letos za razstavo in monografijo Maribor, mesto, hiše, ljudje. Tako je. To se pravi, ta monografija je nastala v sklopu Evropske prestolnice kulture. Projekt je bil prijavljen in pa tudi potem na koncu seveda uspešno realiziran. In še enkrat res lahko samo čestitam vsem avtorjem in pa nekako zasluge nosi tudi celoten kolektiv našega arhiva, kajti monografija je izključno nastala iz naše hiše. Prej ste omenili, da sicer v navednicah seveda skrito gradivo, ampak arhiv je pravzaprav ni namenjen samo strokovni javnosti, torej strokovnjakom, zgodovinarjem, ki tja hodijo preučevati različne listine, različna obdobja, različne dokumente, papirje, ampak tudi navadnim občanom, Na kakšen način? To se pravi vsem, tudi otrokom. V zadnjem času, moram povedati, lani smo imeli 1500 otrok v našem arhivu kot šolske skupine ali pa tudi kot organizirani posamezniki. To se pravi, vsem ljudem omogočamo, seveda preko naših pravil, da dostopajo do tega gradiva v naši čitalnici, seveda preko predhodne najave, preko spleta oziroma po telefonu, elektronske pošte. To se pravi, so to naše gradivo je večinoma že zajetih tudi v informacijski sistem, ki je tudi dostopen na spletu, tako da se lahko vsak naredi sam neko preverbo, kaj ga pa zanima in potem lažje nekako pride do teh informacij, ki so recimo že drugi dan seveda na razpolago v naši čitalnici, v fizični obliki in pa tudi v digitalizirani. To se pravi, če gre za neko starejše gradivo, prej smo omenili listine, jih pač tudi damo v elektronski obliki na razpolago, tako da skrbimo tudi nekako za dobro ohranjenost tega gradiva. Gospa Spanžel, kako pomembna se vam zdi ta vse odprtost Pokrajinskega arhiva oziroma arhiva nasploh, te institucije, za tudi njegovo večjo prepoznavnost mora biti? No, zagotovo je ključ poleg primerne trajne hrambe, kot rečemo, gradiva, da se ohrani za naslednja obdobja, je seveda ključ dostopnost. To je tudi poanta vsega hranjenja pravzaprav. Kot je že bilo povedano, včasih v arhiv zaidejo tudi občani, ki urejajo pogodbe, dedovanja, poroke, skratka stvari, listine, ki jih nimajo pri sebi, ki so se mogoče izgubile. Tukaj so celotna gradiva posameznih sodišč. Skratka, gre res za aktualno gradivo. Nekaj tega starejšega gradiva, ki je mogoče bolj zanimivo raziskovalcev. Vsi, ki smo v določenem obdobju delali v katerem izmed arhivov, pač poznamo tudi sistem dela, se pravi te velike zelene škatle, o katerih je govoril direktor. Ampak v bistvu gre za prostor, kamor lahko pride vsak občan, vsak vaščan, tudi pogledati način dela. Zelo velik korak zagotovo je digitalizacija, kajti to pomeni, da fizično dostopnost pač zamenja digitalna dostopnost, se pravi, gradivo je še bolj odprto in zlasti so pomembne tudi druge aktivnosti, ki jih pač arhivi pripravljajo, poleg dnevov odprtih vrat, različnih publikacij. Skratka, to so tiste aktivnosti, s katerimi se predstavljajo, se predstavljajo nam, dajo naprej informacije tudi o strokovnem delu in mogoče vzbudijo tudi zanimanje pri kom, ki sicer ne bi zašel v takšno institucijo. Prav aktualnost gradiva, ki ga je omenila gospa direktorica, pa je verjetno zakrivila, ampak v navednicah in v najboljšem pozitivnem pomenu besede, tudi 80 let delovanja, praznovali ste ga lani, zaznamovali ste ga tudi z razstavo 80 biserov Pokrajinskega arhiva, Pa se spomnite kakšnega biserčka, gospod direktor, ki je mogoče vam še posebej pri srcu? Ja, biserov je polno. No. Mi smo takrat celo tako dobro reklamo naredili o naših biserih, da so nam vlomili v eno izmed skladišč, ker verjetno so mislili ljudje, da res hranimo bisere. Ne. Bisernata grlica mogoče, ne? Ja, recimo. Ne. Ampak, ja, biserov je bilo točno 80 razstavljenih.
In mogoče eden izmed teh biserov bil recimo zemljevid, en izmed zemljevidov, no, in ki je bil recimo na trgu ocenjen 5000 evrov in ga mi hranimo, je pa bil nekoč v lasti dr. Franca Miklošiča in prav zato je ta zemljevid Krajinske in Štajerske nekako bil za nas eden izmed glavnih biserov, no, na tej razstavi in tudi bil nekako čisto na začetku razstavljen. Moram pa povedati, no, da je za nas lansko leto, ko smo praznovali to obletnico, 80. obletnico arhiva, res bilo posebno, ker je bilo kar nekaj dogodkov vpetih v samo to dogajanje, ampak ne glede na to, mi pričakujemo še naslednjih 80 in pridno delamo naprej z dobrimi načrti in verjamem, da bomo še dolgo nekako na tem področju vpeti in pa se pravi nekako promovirali, no, našo arhivsko dejavnost, ki je del današnje družbe in se pravi zaenkrat poteka pri nas delo čisto normalno in ljudem smo odprti na razpolago z različnimi vprašanji, ker jih ljudje pač zanima, mogoče ljudi zanima tisto, ne, kar se nam ne zdi nekako pomembno, ampak potem pa s tem pristopom nekako ljudi seznanimo, no, kako delujemo. Ta jubilej pa žal ni prinesel zgolj optimizma, ki ga je pravkar pokazal gospod direktor, ampak tudi križe in težave, če smemo tako reči. In sicer se ti kažejo predvsem z arhivskimi depoji oziroma skladiščnimi prostori na Jadranski ulici v Mariboru. Gre za skladišče, nekdanje Savino skladišče. Rečeno je bilo, da bodo to začasni prostori. Mislim, da že več kot desetletje domujete tamkaj, kaj ne? Se je tudi kar nekaj kilometrov gradiva že nabralo, vendar so pa prostori neprimerni, pa mogoče za začetek, gospa direktorica, še vi enkrat povzamete, kakšni morajo biti torej primerni prostori za hrambo dragocenega arhivskega gradiva. Vsak prostor, kjer se pač gradivo trajno hrani, mora imeti določeno temperaturo, določeno vlažnost in to so pač ti strokovni standardi. Ena izmed večjih težav, ki ste jih tudi sami omenili, je ravno to, da se ob tem, ko se gradivo veča, ko nikoli ni pravega časa, da se, ali pa sredstev jasno, da se uredijo neke daljše rešitve, da zelo veliko prostorov, ki jih poiščemo, začasno postanejo trajni. In to je recimo eden od primerov, ki se nam je zgodil tudi s skladiščem na Jadranski cesti. Skratka, skladišče je po teh parametrih pač neprimerno, prehladno, prevlažno in to zagotovo na gradivo vpliva zelo, zelo kvarno. Da bi bilo stanje še manj optimistično, je to, da je bilo gradivo, ki je bilo prenešeno v te prostore, že prej hranjeno neustrezno. In skratka, ta dolgotrajna izpostavljenost gradiva se pač potem v določenem trenutku mogoče kaže potencirano in so poškodbe tega gradiva večje. In to je situacija, s katero se srečujemo danes. Zelo jasno je treba povedati, da skladišče ni zaprto, da ni nedostopno vso gradivo, da govorimo o poškodovanem delu gradiva, za katerega smo pač skupaj zasnovali določene ukrepe, z jasno časovnico, z jasnimi koraki, ampak zelo jasno je, da to skladišče dolgotrajno in dolgoročno ne bo obstalo in delamo pač vse, da bomo gradivo, to, ki je že poškodovano, pač dali v konzervacijo, v restauracijo in da bomo naredili vse, da do poškodb tudi v prihodnje ne bo prihajalo. Gospod Fras, lahko mi dva malce konkretizirava, kakšne so bile poškodbe. Vaša kolegica mi je tudi poslala nekaj fotografij, ki jih bomo potem tudi pokazali. Torej, kakšne so bile poškodbe pravzaprav na gradivo? Torej, kot je že bilo povedano, so poškodbe nastale že prej, ne? To se pravi, samo skladišče nima takih pogojev, da bi se razvila recimo ta poškodba v obliki plesni na tem gradivu.
sedaj smo pač v situaciji, da moramo rešiti tisto, kar je že bilo prej, kar je že prej nastalo v taki obliki in nekako stremeti k temu, no, da čim prej to gradivo ne samo da rešimo, ampak tudi tisto, kar bo na novo prihajalo, ne, da na ustrezen način hranimo še naprej. Mi pač v tem postopku urejanja te problematike si želimo seveda, da je gradivo čim bolj dostopno uporabnikom, da niso nekako na svoj način oškodovani, da ne pride do tega gradiva. In kot je že bilo povedano, je pač bila izdana inšpekcijska odločba in točno v odločbi je napisano, na kakšen način je potrebno postopati, kakšni so postopki na posameznem nivoju. Predvsem pa nas tu mogoče malo skrbi ta časovna, mala, res časovna omejenost in prav v tem času sedaj z naše strani in pa seveda v sodelovanju tudi z Ministrstvom za kulturo in pa tudi z Mestno občino Maribor konec koncev najti čim prej neko rešitev in to si najbolj želimo. No. Še preden se dotaknemo rešitve, v skladišču hranite, je veliko tudi gradiva v bistvu podjetij, ki so šla v stečaj, kaj ne? Pa kaj je še drugo gradivo, ki v bistvu je našlo tam svoj začasni ali trajni prostor? Ja, v tem skladišču je največ fondov iz področja gospodarstva, zelo veliko pa je tudi fondov iz področja sodišč, ki se tudi zelo veliko uporablja za razne namene. Recimo, v zadnjem času se zelo veliko iščejo različna uporabna dovoljenja zaradi razpisa ekosklada in se pravi, sem omenil, da nočemo nobenega oškodovati in se pravi, treba bo najti ustrezno rešitev, hitro rešitev s pomočjo različnih subjektov. To vprašanje se nanaša nekako na oba. Nekako mi je prišlo tudi na ušesa, da eden od prostorov morebitnih potencialnih, o katerih se govori, bi znala biti tudi karantena oziroma nekdanji zapori. Je to res in pa seveda, če bi bil to primeren prostor? Zdaj, dolgoročna rešitev te prostorske problematike poteka že nekaj časa, že tudi najni predhodniki so delali na tem. Seveda je vedno vprašanje razpoložljivega fonda stavb, pregledalo se je tudi stavbe, ki so v javni lasti, če bi bilo tam kaj primernega. Vaš komentar, torej na morebitno novo potencijalno lokacijo? Moj komentar bi bil zelo podoben ali pa skoraj identičen, ker druge rešitve niti ni. To se pravi, ali razmišljamo v smeri adaptacije obstoječe stavbe, ki pač mora zadostiti že na začetku nekim pogojem. Po drugi strani pa je seveda najustreznejša rešitev, kar pa seveda terja največ tega denarja, tudi vložka, je pa novogradnja, ampak novogradnja pa zahteva eno ustrezno zemljišče tukaj v Mariboru in prav tukaj si želim nekega dobrega dialoga tudi z mestno občino, da najdemo skupaj rešitev. Skratka, gre za en širši razmislek, ki ga, da ne bo pomote, delamo z mnogimi občinami. Občinami, ki imajo več kulturnih institucij v svoji sredini, ki se mogoče ne soočajo s tako velikimi težavami, ampak običajno gre, ne vem, za vprašanje depojev, muzejev, galerij, ki jih nikoli ni zadosti, ki niso primerno opremljena in tukaj je pa še možnost nadaljnjih pogovorov. Pa da ne bomo izveneli pesimistično, vaju ob koncu tega pogovora poprosim, če vsak predstavi še vizijo Pokrajinskega arhiva, vi z vašega vidika in pa vi z vašega vidika, torej Direktorata za kulturno dediščino. Da, mogoče prednost direktorju je prvi odgovoren. Recimo je ponovno ženski vrednost. Ja, gledajte, vizija Pokrajinskega arhiva Maribor vizija je znana. To se pravi, glede na to, da smo drugi največji regionalni arhiv v Sloveniji, pokrivamo res zelo veliko področje, se pravi skoraj celo severovzhodno Slovenijo in še kaj zraven, si želimo, da bodoče najprej rešimo to prostorsko problematiko, ker s tem je tudi vsa ta naša dejavnost nekako povezana in z leti se vidi, da nekako pušča neke, ne bom rekel negativnega, ampak ne more se pač razvijati stroka, kot bi se sicer lahko. Tako da tukaj si res želimo en premik. Drugi premik pa si želimo predvsem v tem, da z vzpostavitvijo elektronskih arhivov in digitaliziranjem naših vsebin
približamo uporabnikom naše bogate zbirke in da jim to tudi nekako preko spleta omogočamo, da jim je v uporabo dnevno in pa seveda z vso to našo dejavnostjo, od razstavne dejavnosti do izdajanja publikacij, različnih tečajev, seminarjev, arhivsko stroko še bolj razširimo ali pa predstavimo javnosti, da se ne bomo zamenjevali z muzeji. Mogoče bi nadaljevala samo toliko, da bi si želeli, da bi mreža regionalnih arhivov po celotnem ozemlju države seveda bila zelo aktivna, da bi institucije med sabo sodelovale. Lahko povem, da je kolegij direktorjev arhivov eden najbolj dejavnih, se pravi, zelo spodbujamo tudi to strokovno združenje, kajti zagotovo imajo direktorji zelo podobne skrbi včasih in izzive pred sabo. Zelo si želimo, skratka, da bi tudi arhivi dobili prave pogoje za svoje delo, da bi se stroka seveda naprej razvijala in da bi zlasti mogoče še več delali na tej prisotnosti, tako v lokalnem okolju, kot tudi v vsakdanjem življenju uporabnikov. Mislim, da je to tudi eden izmed pogojev za to, da bomo mogoče v prihodnje tudi bolj uspešni pri zagotavljanju finančnih sredstev, da bo več razumevanja za to in da bodo tudi sedeži arhivov pokrajinskih, bodisi v svojih sedežnih mestih, kot tudi v enotah, nekaj, kar bodo tudi mimoidoči na ulici povedali na izust, ko jih boste mogoče vprašali. Tako da, ko bomo naslednjič delali anketo, upam, da bomo vedeli, da bodo Mariborčani vedeli, kje je torej pokrajinski arhiv in kje domuje torej pokrajinski muzej. Torej na nadaljnjih 80, če sem prav razumela iz teh vajinih optimističnih napovedi, gospa Špela Spanžvel iz direktorica Direktorata za kulturno dediščino in gospod Ivan Fras, direktor pokrajinskega arhiva Maribor. Hvala lepa obima, da sta bila naša gosta. Hvala. Hvala. In seveda vam, drage gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za vašo pozornost in nasvidenje.